Biti gasilec je poslanstvo. Da so gasilci, tako kot se reče, tudi z dušo in srcem. Drugo leto bo 70 let, kar sem član gasilskega društva. Ko govorimo o zgodovini gasilstva in požarne varnosti pri nas, ne smemo pozabiti, da sta to dva pojma, požarna varnost in pa gasilstvo. Prvi začetki in prva omemba v Mariboru požarne varnosti bi lahko že imenovali 1475, ko je že bil prvi plačan čuvaj, tako da bi lahko rekli, da je tudi to en del centra za obveščanje, začetki, ki je obveščal o možnem nastanku ali ob nastanku požara. To so tisti prvi začetki za Maribor. Če pa govorimo o gasilstvu in gasilskih društvih, pa lahko takoj povemo, da bo drugo leto 150 let omembe oziroma ustanovitve prvega gasilskega društva v Metliki. Požarne brambe, ki so se pa imenovale pred gasilskimi društvi, pa so bile po vseh mestih v Sloveniji ustanovljene že mogoče kako leto prej, vendar o tem naj razglabljajo zgodovinarji. Za gasilce je pač pomembno to, da smo se začeli združevati, da smo videli nevarnost ognja in smo se po vseh slovenskih mestih začeli združevati v gasilska društva, ki delujejo, kot sem omenil, že prek 150 let. Ko govorimo o zgodovini gasilstva, o nastanku gasilstva, tako v Mariboru kot tudi v celotni Sloveniji, je bistvenega pomena to, da so gasilska društva poskrbela za to, da so ostali pisni viri in pa tudi materialna sredstva iz naše pretekle zgodovine. Pomembno je to, da imamo po društvih kronike, v katerih so zabeležene vsa dogajanja v tistem času od ustanovitve posameznih društev, pa tudi v nekaterih kronikah do današnjih dni. Društvo, z katerega prihajam, to je Prostovoljno gasilsko društvo Zrkovci, obstaja že 105 let. Ni med najstarejšimi, so še starejša, to je Prostovoljno gasilsko društvo Hoče, je letos praznovalo 130 let, gasilsko društvo Maribor mesto ima na primer letos 145 let in tako dalje. Gasilska brigada, tukaj, kjer se nahajamo, pa praznuje naslednjo leto 2019 70 let obstoja, prav tako pa tudi naša gasilska zveza Maribor 70 let obstoja. V urbanih središčih se je hitro izkazala potreba tudi po poklicnem upravljanju gasilstva, tako tudi v mestu Maribor. Leta 1949 se je izkazala ta potreba po ustanovitvi poklicne gasilske enote, takrat sicer gasilske milice z svojimi značilnostmi. Moram povedati, zelo strogo urejen vojaški sistem. Gasilci so nosili takrat tudi orožje za sabo, res danes mogoče nepredstavljivo. Takrat bili, bom rekel, pred nastopom službe izprašani tako ali drugače oni, njihovi družinski člani, ali so primerni za ta poklic, ne samo v smislu neke fizične sposobnosti, strokovne sposobnosti, ampak tudi drugačne. Tako da, to so neki začetki organiziranega poklicnega gasilstva v mestu Maribor. Najprej na levem bregu reke Drave, sicer na Tirševi ulici, iz enih prostorov, ki so bili totalno neprimerni za opravljanje gasilstva, ampak dobro, to so bili začetki. Kasneje, leta 1963, tudi na tej lokaciji se je začelo vse skupaj v enem, bom rekel, bolj profesionalnem smislu. Seveda, vse pa je temeljilo na tem, da industrija se je razvijala, posledično seveda tudi nesreče, ki so zahtevale angažiranje bolj strokovno usposobljenega kadra za vso opremo, ki je bilo tako ali drugače takrat potrebna. Seveda do današnjega dneva, ko res lahko rečem, da razpolagamo z tehniko, ki je na nivoju in pa tudi seveda predvsem z ljudmi, ki so strokovno usposobljeni in znajo opravljati vsako intervencijo, ki se od njih zahteva. V gasilski brigadi smo organizirani v 4 izmene po 17 poklicnih gasilcev. Drugo leto se širimo na 18 gasilcev na izmeno. Delujemo po tako imenovanem ruskem turnusu,
torej 12 ur v dnevni izmeni, 24 ur prosto, 12 ur nočni izmeni in pa 48 ur prosto. To poteka vseh 365 oziroma 366 dni v leto, tako da ta hiša nikoli v letu ni prazna. Trenutno imamo 24 vozil, operativnih vozil za različne vrste intervencij. Sedaj stojimo oziroma imamo pred sabo avtolestev, kar je tudi neko krovno vozilo, neke večje brigade, večje enote. Moram povedati, da tudi skrbimo za neko dediščino našo. Prva avtolestev v Mariboru je bila prevzeta od okupatora. Letnik te avtolestve je 1936, prevzeli pa so jo Mariborčani 1945. Tista lestev je ostala tukaj vse do leta 1970. Sedaj je trenutno v muzeju na Muti. To je tudi plan, da se to obnovi in da se to spravi v neko širšo javnost. Ženske smo pomembno in vidno vlogo v gasilski organizaciji odigrale od samih začetkov. Na ustanovnem kongresu sta takratni predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije Matevž HC in Miran Špicar poudarjala, da je pomembno vključevanje žensk v gasilske vrste in da jim je potrebno predajati tudi najbolj pomembne in odgovorne naloge. Danes gasilke predstavljamo 1/3 vsega članstva, vključujemo se v vsa delovna področja, še vedno pa smo manjšinsko zastopane v organih upravljanja. Gasilk je 50 do 60 tisoč okvirno, vključujejo se tako v operativno delo, kot tudi na organizacijskem področju so zelo aktivne. Prvi začetki operativnega gašenja so bili seveda skromni, povezani so bili z poklici. Tesarji so uporabljali svoje orodje, kovači svoje orodje in so tako tudi na določenem mestu se mogli zbrati v požaru in iti v gašenje. Problem je bil vsekakor največji pri obveščanju o požarih, kajti ni bilo siren, ni bilo elektrike. In prav v naši zbirki imamo tudi eno kladivo iz leta 1935, zelo zanimivo, gospa še živi, ki mi ga je podarila. Z njim so udarjali po zvonu, ko je prišlo do požara. Zato so rekli plac zvona. Nekaj se je zgodilo, neka nesreča. Koliko sem zvedel iz starih zapiskov, so imeli celo dogovorjeno 3 udarci, pauza, 3 udarci, pauza, to je pomenilo, da nekje v vasi gori. Tu v roki držim interesantni predmet, to je vedro, ki se je uporabljalo za prenos vode iz vira vode do požarišča. Je pleteno iz konopljenega platna, dokler se ni napilo z vode, je to spuščalo, ko pa se je vode napilo, pa je to držalo isto kot današnje vedro. Naslednja stvar je ta ročna brizgalna iz leta 1832, je pa bila izdelana v Hočah, v takratni livarni Pfeiffer. Pfeiffer je tudi bil en od soustanoviteljev prostovoljnega gasilskega društva Hoče. Za to črpalko je znamenito oziroma pomembno, da so jo mogli poganjati 4 močni člani. Zdaj si predstavljate, da je to trajal požar kako uro in to so 4 mogli to potiskati gor dol, kako se je to, da so se utrudili. To je prenosna, tako da se je iz urodišča do požarišča mogla ročno prenesti, ni bila prevozna. Naslednja interesantna stvar je pa ta lestev, ki je verjetno edinstvena še tu ohranjena. To je bila za lestev za gašenje slamnatih streh. To je kolešček, ki se je potem potisnil po strehi navzgor. Ko je prišel do vrha, se obrnil in s tem kavlom zapiklo v slamo. In tako je potem so lahko gasilci prišli do vrha. Mihovta, ko je bil požar, to je bil eden največjih požarov, kaj sem bil jaz na požaru, to je gorela cela vas, ker je bilo vse slamnate strehe so bile in tam je zgorelo tudi dosti živine in delali smo od jutrega do večera, pa smo prišli domov, so se preoblekli, najeli, zopet nazaj na stražo, dokler ni tisto bilo počiščeno. Imeli smo svoj pogrebni zavod,
tudi sem delal v tistem pogrebnem zavodu zelo dolgo. Zaščite za gašenje neke velike takrat ni bilo. Bila je pa čelada, že daleč nazaj so bile čelade in tule je en primer predvojne gasilske čelade, ki so se razlikovale tudi po obliki in pa po teh grebenih, kdo jo je nosil, ali navaden gasilec ali načelnik ali kaj so že bili. In v tem naši zbirki imamo eno takšno staro čelado izpred vojne, ki jo skrbno čuvamo in ne vem, marsikatero društvo danes to še ima, veliko pa je bilo tudi žal uničenega, kar ti v naših gasilskih društvih ni povsod takšnega zanimanja za zgodovino, kot je tule pri nas v Mariboru. Z razvojem infrastrukture in cest, tako na podeželju kot v mestih, so se razvile tudi prva gasilska vozila. Mi imamo primerek, samo fotografijo žal od enega vozila iz leta 1947. Nismo imeli prostora, zato smo ga prodali, vendar z pojavom motornih vozil se je tudi požarna varnost izboljšala. Gasilci so bili hitrejši od konjske prege, vozila so pa tudi rada večkrat zatajila. Poznam eno anekdoto, še danes ljudje živijo, ko je sredi noči nastal požar, prileteli so vsi skupaj, tako kot rečemo po domače, v gasilski dom, avto ni vžgal, niso mogli pognati in so ga hoteli poriniti, da bi vžgal in so ga vrgli iz enih takšnih stojal, kajti mehanik je prejšnji dan dal popravilo zavore. Tako da to so takšne tragokomične situacije, ki se jih gasilci ne sramujemo. V 47 letih se je zgodilo ogromno dogodkov v gasilstvu. Najhujši dogodek v spominu mi je stal 26. decembra 1979, ko sem bila z pokojnim Grašičem Ivanom in jaz na Orehu na Hočkem Pohorju. Zaradi dveh močnih psov in kričala smo na pomoč in ni bilo nikogar. Do pol dveh takrat je prišel gospodar iz hiše in je psom jestom prinesel. Ja, spomini so kar lepi, ne? Do teh 55 let se je marsikaj odvijalo. Ostalo mi pa najbolj v spominu za eno vozilo, ki smo ga dobili v Sani, bivši Sani v Hočah, ki smo mogli hočki gasilci takrat za to vozilo očistiti potok ročno in to z krampami, lopatami. In smo imeli enega najmlajšega gasilca, sicer že pokojen, tudi iz mojih vrst let, takrat je bil član Jug, Alojz je pisal, on je bil najmanjši, on je moral kopati z motki izpod Sanskega mosta, ki je lahko prišel na to spodaj. Smo pa imeli smolo, da včasih smo ga mogli tišeti, preko smo kam šli v požar, tako da je pač bilo staro vozilo. Mi smo imeli enkrat eno akcijo, ker gasilce pač ponavadi tudi nas kliče za kakšno akcijo občinsko, če se kaj treba urediti, kaj tega posebnega. In smo enkrat čistili ta slivniški ribnik, če veste, kaj je. In smo prevažali ribe iz enega ribnika v drugi ribnik, teče, da smo mi to uredili. Malo smo s tem apnom posipavali, da smo razkužili. In seveda jaz sem potem ribe nazaj vozil, smo imeli enega starejšega terenca še predtem in pa prikolice. In v tiste prikolice so bile ribe in je bil ta klanec. In jaz bi mogel ven na cesto zvoziti in je bila gužva. Iz Slivnice proti Mariboru, pa iz Maribora proti Slivnici. In seveda doben mi ni ostavil, jaz sem pa vklopil plave luči, sirene in sem zapeljal ven na cesto. In seveda ribe so se prikucnile nazaj iz te prikolice, zadaj se je loputa odprla in so ribe šle po cesti. Seveda sem naredil kolono iz Maribora proti Slivnici, pa iz Slivnice proti Mariboru. Anekdoto bom povedal, ko so gasilci prišli gasiti, pa so pogasili vse, pa so pa z nogami tolkli dol po podu. Pa zakaj so tolkli? Ker so ugotavljali, kje je klet, da bo prvo klet rešili. Pijačo, ne? Potem na kmetiji so gasili, pa so krave utopili, ker so preveč vode zalili. Našim častnim predsednikom, tudi na kmečkem turizmu, gore, Sebe, se je reklo, smo prišla, ker gasilci, ko imamo kako veselico, smo hodili vino fehtati, tako, ne?
In smo prišla, pa je rekel v kleti, nam je dal koštat, to mi je pa dal potem vinski kamen, rekel, tu imata, pa si čaj skuhata. Nismo nič vina dobila. V našem prostovoljnem gasilskem društvu Hoče je okrog 20 gasilk, od tega je tudi nekaj operativnih gasilk. Sama sem začela hoditi v gasilsko društvo pri 7 letih z dedkom, ki je takrat vodil pionirje, in sem potem nadaljevala tudi kot mladinka in pripravnica, ter se po srednji šoli vključila med operativne gasilce. Gasilstvo mi je priraslo srcu, zaradi tega, ker sem že kot otrok začela sem hoditi in sedaj mi to predstavlja način življenja. Gasilci na gasilski brigadi Maribor v bistvu tukaj delamo in živimo dan in noč. Tako da se je v naši karieri marsikaj zgodilo smešnega, žalostnega, resničnega. Mogoče bi izpostavil ene izmed teh. 10 let nazaj približno je bil en pustni torek ali pustna sobota, eno pustovanje v glavnem. In se je zgodilo, da imamo prijavo, da gori na Gosposvetski cesti v nočnem lokalu Trast. Ekipa seveda nemudoma izvozi, se odpravi na kraj. Ko ugotovi, da se nekje v kletnih prostorih kadi, se naša ekipa opremi in skozi glavna vrata hoče vstopiti v kletne prostore, ko naenkrat našega gasilca nekdo zgrabi za hrbet, ga potegne nazaj, on se vstraši, pogleda in pravi taki varnostnik, malo večji, je rekel, tudi maske imajo vstopnino danes. Zdaj, preden on razložil, da je gasilec, je nekaj časa minilo, ampak še dolgo smo se smejali. Biti gasilec je poslanstvo. Gasilec pravi, da si že rojen. Nekoč mi en starejši kolega z gasilske brigade rekel, če hočeš biti dober gasilec, moraš biti malo trčen. Vsekakor tu nekaj je na tem resnice. Na podeželju je predvsem družinska tradicija. Deda, sin, vnuk, vsi so gasilci. V mestu ni neke velike razlike. V glavnem, ko si enkrat gasilc, se rodiš in tudi gasilc umreš. In jaz pravim, to je eno lepo poslanstvo, tudi v današnjih časih še otroci radi prihajajo v naše vrste in tak je tudi prav. Tudi moj oče je bil dolga leta gasilec, poveljnik in je tudi častni poveljnik gasilskega društva, tako da sem že od mladih nog član gasilske organizacije in to bo drugo leto, bo 70 let, kar sem član gasilskega društva. Osebno mi pomeni zelo veliko, vse to ni ljubiteljska dejavnost, to ni amaterizem, z tem se moraš spoprijeti in z tem moraš biti stalno v stiku. To je dejavnost, to je osebno zadovoljstvo, da lahko sočloveku v nesreči pomagaš in njegova hvala, njegov nasmeh je največje plačilo, ki ga lahko vsak gasilec dobi za to svoje prostovoljno aktivno delo v gasilski organizaciji. V začetku so bile vse črpalke batne, ročne, na podeželju je bilo drugače v mestu, na podeželju je treba tudi peš iti včasih na požar. Za takšno črpalko, kot jo vidite tule, smo jo dali obnoviti in še pred nekaj leti je najstarejši naš gasilec v našem kraju vedel povedati o tej črpalki kar nekaj anekdot zanimivih. Naj omenim samo tisto, ko so šli gasilci v akcijo z to črpalko na hrbti, z enim košom, z orodjem in vse skupaj drvijo v hribe naše malečniške griče in pri tem srečajo njega, ki je ravno šel v službo, je rekel, pridruži se nam, gremo gasiti, gori. Žal jih je opozoril, da so pozabili sesalno cev in jih je bilo tako sram, da so kompletno črpalko vse skupaj pustili v enem grmu in so samo z gasilskimi sekiricami šli naprej na požar. Hvala Bogu je sosednjo društvo prišlo za črpalko, tako da so požar vseeno obvladali. Danes je vse drugače. Danes se gasilci poklicni in prostovoljni vozijo za takšnimi novimi vozili, z moderno opremo. Jaz pa prihajam iz gasilskega društva, kjer so naši predniki začeli z konjsko vprego, potem pred drugo svetovno vojno pa so že nabavili vozilo znamke Steyr, imenovali so ga Marko. Ta avto niso uporabljali samo za gašenje požarov ali vožnjo na vaje,
služijo tudi za pogrebe. En primer pa je bil v slučaju, ko so se vračali, ne ve se, ali je to bila gasilska vaja ali intervencija, požar, so se ustavili v Miklavžu na Dravskem polju v takratni gostilni in tam je zgleda šlo nekaj hudo narobe, kajti po tem, ko so zapustili gostilno, je takratni poveljnik dal komando z sekircami v napad. In ti vrli gasilci, naši predniki, so v lokalu zdrobili točilni pult. Seveda to je bilo lahko, kaj takrat še ni bil z najreveče pločevine, kar pa še najbolj zanimivo, zatem niso sledile dobene sankcije, ni bilo kazni, tudi škode ni bilo potreba povrniti. Še danes se ne ve, kaj se je takrat dogajalo v tem lokalu, ampak moji predniki gasilci so, ko sem še jaz bil mlad gasilec, vedno govorili o tem, da je to bilo eno hrabro dejanje teh naših vrlih starejših gasilcev. No, ta konkretna kronika, ki jo imam tukaj, je kronika prostovoljnega gasilskega društva Maribor Studenci. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1921 in v tej kroniki so zabeležene vsa dogajanja od takrat, od leta 1921. Kronika je na roko pisana, lepo izdelana in nam v gasilskem društvu Studenci mnogo pomeni, da imamo zapiske iz obdobja začetka in delovanja našega gasilskega društva. Gasilec ni samo služba, ne iščemo ljudi, ki bi pač rabili službo, ampak gledamo na te kandidate zelo drugače. Prednost je velika tudi, da so že prej bili vključeni v prostovoljno gasilsko društvo, to pomeni, da poznajo gasilstvo, da poznajo poklic gasilec in pa seveda, da ne pridejo k nam zaradi plače, predvsem zaradi tega, ampak da je to vseeno način življenja, tako ali drugače. Je to ena specifika, katero tu gojimo in seveda tudi kandidate, ki jih iščemo, predvsem imajo prednost v tem smislu, da so gasilci, tako kot se reče, tudi z dušo in srcem. Slabi spomini so predvsem ti, ko prideš na požarišče in vidiš, da je človeku pogorelo vse, da so se ljudje v nesreči in da jim lahko samo delno pomagaš, da jim ne moreš pomagati tako, kot bi si ti želel. Slabi spomini so tudi na požare in pa na intervencije, pri katerih so izgubili življenja ljudje in takrat občutiš pri sebi eno nelagodje in z takih intervencij se vrnemo domov zelo nesrečni, da nismo bili pravočasno na mesto nesreče in da nismo pomagali temu človeku, da bi ostal pri življenju. Gasilci nimamo časa, da bi vse dokumentirali, vse posneli, poslikali, ampak vseeno smo zbrali nekaj zanimivih in jih dobimo tudi od drugod. Rad bi omenil fotografijo avtorja Borisa Vogrineca, ki je leta 1985 dobil celo državno priznanje za najboljšo reportažno fotografijo leta. Prostovoljni gasilec mu je edino plačilo neka medalja, neka zahvala, neko priznanje. V tej zbirki je kar nekaj takšnih priznanj in mislim, da je to tisto, kar si on želi, da mu na koncu nekdo reče hvala, pa mu mogoče pripne tudi kakšno medaljo.